Bilo je okrog 6. ure, ko je vso zemljo zajela tema. Trajala je do 9. Sonce je potemnelo. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje in Jezus je zaklical z močnim glasom: Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. Po teh besedah je izdihnil. Ko je stotnik videl, kaj se je zgodilo, je slavil Boga. Ta človek je bil v resnici nedolžen. In vsi, ki so videli, kaj se je zgodilo, so se trkali na prsi in pretreseni odhajali. Vsi njegovi znanci pa so stali daleč od križa, enako tudi žene, ki so ga spremljale od Galileje in vse to gledale. Bil je enak Bogu, vendar ni kazal, da je Bog. Pač pa je zavrgel svojo moč, postal kakor hlapec in enak ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog nad vse povzdignil in mu dal ime, ki presega vsako ime. Zato se pred Jezusovim imenom pripogibljajo vsa kolena in ga priznava vsak jezik. Gospod je Jezus Kristus, v slavo Boga Očeta. Med člani velikega zbora je bil tudi mož Jožef po imenu, doma v judovskem mestu Arimateja. Pričakoval je Božje kraljestvo in ni odobraval tega, kar so bili drugi sklenili in storili. Bil je namreč dober in pravičen. Stopi k Pilatu in prosi za Jezusovo telo. Sname ga s križa, zavije v platnen prt in položi v grob, izsekan v skalo, kjer ni bil še nihče pokopan. To se je zgodilo na dan, ko so se pripravljali na počitek, tik pred soboto. Žene, ki so bile prišle z Jezusom iz Galileje, so ga spremljale in gledale, kako so ga polagali v grob. Nato so se vrnile in pripravile dišečega olja in mazila. V soboto so pa počivale, kakor so velevali predpisi.